Dobrodošli na razstavi Struktura modernosti iskanja Edvarda Ravnikarja. Edvard Ravnikar je izjemno specifična osebnost na področju arhitekture, v našem prostoru pa tudi precej širše. Gre za nekoga, ki je samozavestno razvil in kultiviral dvom kot gonilo ustvarjanja arhitekture, urbanizma, poučevanja, industrijskega oblikovanja, grafičnega oblikovanja, slikanja in še mnogih drugih področij, ki so za arhitekta izjemno široka in včasih tudi nenavadna. Kot nekdo, ki je prišel iz Plečnikove šole, ki pa je potem se zavestno odvrnil od specifičnega načina ustvarjanja arhitekture pri Plečniku in želel postati modernist, šel k Le Corbusierju, ampak se spet odvrnil od dogmatičnega modernizma in skozi množico lastnih interesov, skozi množično lastnih zanimanj in predvsem porivanjem tega projekta onkraj vseh dvomov naprej, spraševanjem samega sebe o načinu delovanja, spraševanjem o nalogah arhitekta v 20. stoletju, kako ustvarjati boljši prostor za vse, z vsemi temi stopnjami, z vsemi temi vidiki je Ravnikar oblikoval izjemno širino pri razumevanju, kaj vse naj bi arhitekt počel. Ta drevo arhitekture za mano, ki je tako vsebinsko kot grafično Ravnikarjevo delo, nakazuje njegovo specifično razumevanje, kako naj bi se vloga arhitekta razširila, tako da pokriva v bistvu skorajda vse razvojne tendence neke družbe. In poganjki drevesa nakazujejo na nek način tudi tloris te razstave, v kateri se posvečamo raznolikim področjem Ravnikarjevega ustvarjanja. Od ponazoritve njegovega kabineta, kjer kažemo njegov angažma na vseh omenjenih področjih, se boste potem premaknili preko sobe, kjer razlagamo prvo pomembno nalogo, v kateri se je Ravnikar formiral kot popolnoma avtorski arhitekt, ki ga ni mogoče izvesti ne na Plečnikovo, ne na Le Corbusierjevo šolo, govorimo o spomenikih. Potem se boste premaknili preko sobe, kjer so predstavljeni formativni Ravnikarjevi projekti za posamezne javne stavbe in končali boste v sobi, ki pojasnjuje najpomembnejše projekte pri snovanju novih mest in dopolnjevanju obstoječih mest. Jaz vam želim, da bi se na tem ogledu spoznali ne samo s konkretnimi projekti, ki so bili, nekateri pa tudi niso bili uresničeni, ampak predvsem z metodo, z Ravnikarjevo metodo ustvarjanja, ki je po mojem da še danes tako zanimiva, ker edinstveno veže izjemno samozavest in hoteni dvom, hoteno raziskovanje, kako bi se dalo delati drugače. V tej zmesi dvoma in samozavesti po mojem, da Ravnikar tudi za današnje ustvarjanje v arhitekturi in urbanizmu odpira tako prepotrebno polje eksperimenta, odkrivanja novega in predvsem zavedanja, da brez arhitekta ne bomo mogli razrešiti nekih osnovnih razvojnih problemov v dobi podnebnega segrevanja in družbenih kriz.